Jaz čujem veliko spoštovanje do naše prednike, do naše starše. Moram reči, da vse tole je prišlo, ker sem bila otrok majhna, mama mi je dala na internat v koledžu in vse to je bila veliko trpljenje in tudi moje bogatstvo, ker nikoli nisem pozabila, kako lepo sem se imela doma, če glih smo bili bogi, če glih ni bilo nič, ma smo imeli veliko telih starih običajev. In kar sem prišla tle za nevesto v našo hišo, tle pri Bazilnovih, ker sem se rodila v Dolenji Marsine, je bila nona mojega moža. In tudi ona sem čutila, kako je bila veliko vezana na vso zgodovino od Bazilnove družine, od tele vasi. Nje mama je bila do Dolenjega Marsina, a ona mene, tudi moj Germano nas je učila, da bomo znali pesmi, molitve, zgodbice in vsakikrat, če nisem kjek znala, me in ona kregala. Kako mora biti, moraš tole, da bo svedla, da bo znala, in da boš naprej povedala vsem. Tako da, kar smo odprli muzej, tle pri Mašere, sem imela zares veliko predmetov, ki ona mi je pustila. Ti predmeti kažejo, pravijo sami, kako je bilo naše življenje. In potem tudi naši stari običaji. Ne morem pozabiti, ker sem tako že povedala, moji spomini na moje otroške leta, kar je bila precesija, kar je bil krijez za Sveti Ivan, kar je bila rožnica, ker sem bila gor na planine, mama je prišla po me in vse zelišča, vse trave, vse, kar ona je poznala, smo tole pobrali, prenesli domov in velik praznik je bila rožnica, velik praznik, velik hod za me je bil pust, za Marsine smo imeli kakošom petelinama, smo imeli matajurce, ki so prišli dol v vas in smo imeli rončanje, ki so prišli, tako da sem vse to čutila, kako je bilo lepo, tako da vse tele lepe spomine, naše stare običaje. Ja, imamo dvojezično šolo, imamo pred našo hišo delavnice, večkrat prihajajo, kar je krijez, beremo tele marjetice, rože Svetega Ivana, pravimo mi, in tako jih učimo in pravimo, kako se morajo obnašati, kar je praznik Vilja Svetega Ivana. In potem lepo je, da poznajo vse zdravilne trave, ker matajur je zelo bogat. Jaz imam v vrtu doma vse tele trave, ma hodimo tudi mi žene na matajur in poznamo in pobiramo in vidim, da ja, je težko, da se spomnijo na dvojezične imena, italijansko, slovensko ali pa tudi po narečju. In ja, lepo, da dvojezična šola pride, da se jih uči, da jim rada, z veseljem in pomagam. Kar smo bili že otroci, smo vedno hodili. Za iti šolo je bilo za hoditi, za iti dol v dolino, si morali iti dol, za kraj smo govorili do Hnediži in potem dol je bil avtobus. In kad sem bila otrok, ki smo gor na planine krave pasti, je bilo vse normalno, je bilo normalno hoditi. Se je zdelo, da tiste je življenje, tako je življenje za vse otroke. Za vse ljudi. Noter v sebe je bilo veliko ljubezen do narave, do gore, do naše prostore in potem začne spoznati tudi druge gore, druge prostore, lepi prostori. Ja, smo prav ena družina. Mi smo bili zelo mladi, ko smo začeli, smo imeli naše stare člane, ki danes nam zelo manjkajo. In počasi to gre naprej, tu v vsaki družini je treba, da bo šlo naprej, da se bojo rodili otroci, da bomo imeli vedno z nami te mlade. Današnji dan moram reči, da ja, kot člani smo ena skupina, ni tako velika, ma zadost za skrbeti, da bo naš dom vedno odprt. Vsako nedeljo skrbimo in vsi naši mladi se trudijo, da nič ne bo manjkalo. Tako da naši mladi skrbijo zares veliko. Vsakikrat, ki oni so dežurni, vidijo vse, kar manjka. In med nami se dobro čutimo. Čutimo tudi težave, ki so prišle v tele zadnje leta, ker tle v Benečiji
nas je vedno manj. In tisti malo, ki nas je, smo povsod, vsako društvo. In naša Benečija prav potrebuje veliko moč od naših te mladih v vseh dejavnosti, bi rekla, za vse društva, ne samo za Planinsko. Planinska je srečna, ker mi smo na taki gori, ker prihajajo tudi planinci iz Slovenije in čujemo to veliko pomoč, ki prihaja iz Šoške doline, in to moramo ohraniti in iti tako skupaj naprej kot veliki prijatelji, veliki prijatelji.